Zato sem napisala ekipa. Zelo pomembno je, s kom sodeluješ, s kom delaš, s kom gradiš, s kom se odločiš, da boš delil zelo pomembne plane, načrte, kdo je sposoben jih izpolniti. In mislim, da je tukaj ena največjih napak, ki jo vsi naredimo, da se vežemo na družino, da se vežemo na prijatelje in potem smo včasih tudi razočarani. Ampak tako je najlažje začeti, a veste, ker ko začenjaš kakršnokoli zgodbo, ko imaš kakršnokoli idejo, niso vsi na isti valovni dolžini, kot smo mi. Ti prideš in rečeš, ti Špela, poslušaj, jaz sem si zamislila to in to, naredila bom to in to, in pa te Špela gleda, reče, a to boš, ne? Ja. Ne naletimo vedno na ljudi, ki bi mislili enako kot mi. Tako da takrat tisti, ki nas imajo pa radi, nas pa zelo radi podprejo in potem v njih vidimo tisto priložnost in potem jih povabimo k sodelovanju, mogoče včasih je pa treba to majčkeno bolj razgraditi in narediti majčkeno boljšo analizo, s kom, kako in kaj bomo delili, ker naša tudi zgodba se je zaključila mogoče ravno zaradi tega, ker smo si bile toliko različne, da nas tudi 500 podjetnic ni več tako povezovalo, kot nas je mogoče na začetku. Zato je res, dajte pomemben poudarek tudi na ekipo. Preučitev konkurence. Ja, zdaj tako, konkurence je zelo veliko, lahko je povsod, kamorkoli se obrneš, lahko je pa tudi ni. Mi, na primer, smo se povezali z vso konkurenco in jaz tudi danes, ko delam dogodke, karkoli počnem, nikoli ne vidim konkurence, ampak se vedno z ljudmi povezujem. Če vidim, da nekdo nekaj dela bolje od mene, nimam izzivov, da pokličem, prosim, se povežem ali prosim, da zame nekaj naredijo ali se skupaj predstavimo ali gremo skupaj v projekt. Tako da razmislite, kdo je sploh vaša konkurenca, zakaj bi bili vi drugačni, na kakšen način delujete in da se mogoče ravno z vašo konkurenco lahko tudi povežete. Vedno razmišljajte drugače. Ni nujno, da tisti, ki dela enake pajkice, kot dela Petra, zdaj bom Petro sezula tle pred vami, ampak lahko pride do raznih sodelovanj, povezovanj in ni nujno, da si tudi mečemo polena pod noge. Žal je v tem svetu tudi v sami konkurenci prisotno tudi ta mogoče neprijetni del kopiranja, jaz temu rečem, ljudje ogromno kopirajo, jemljajo stvari, naj vam bodo drugi navdih, ne pa orodje, da ga skopirate. In to morate res vedeti in ne biti užaljeni, čeprav meni vedno rečejo, super, to so 5 korakov za tabo, ti veš, da greš, ampak vseeno majčkeno zaboli, ampak naj vam bo kdorkoli, karkoli dobrega dela, naj vam bo prej navdih kot razlog, da bi ga skopirali. Zaradi tega, ker kadarkoli se boste postavili pred kogarkoli, ne boste s srcem in žarom to predali na način, kot je nekdo, ki je to zastavil in izumil. In vas bo slej kot prej zmanjkalo in to ni naš cilj, naš point. Mi moramo stati za našo blagovno znamko. Marketing plan, ja, marketing je vse. Marketing je vse, se pravi to, kako v nekem podjetju tajnica dvigne telefon in se javi, kako, ko stopite v katerokoli stavbo, kako vas dočakajo, vse to je marketing. Se pravi, ne govorimo samo o splošnem digitalnem marketinškem oglaševanju, ampak marketing je vse. Kdo smo, kako z ljudmi komuniciramo, kaj govorimo, kako se odzivamo. Vse to je marketing. Ne gre samo, se pravim, je načrt, seveda je, ki ga moramo imeti pripravljenega, da se odločimo, kje bomo, na kateri platformi, kako bomo delovali, ampak je to ena celota nas, da se vse sovpada z nami. In ja, izziv je tudi, ko delo predaš kakšni agenciji, ki ne živi in diha to, kar si ti. In vas predstavljajo na omrežjih ali v e-mail sporočilih na nek drugačen način in potem, ko pridete na sestanek, vas ljudje gledajo in so presenečeni, ker ste drugačni od tistega, kar dajete navzven. Zato je zelo pomembno, da se vse sovpada z vami in ja, zato je tako pomemben, da si usedete, izpolnite vse. Jaz sem res naredila na A4 list, jaz se držim, da vse, kar imamo zapovedati, je na enem A4 list papirju, ne rabimo več v prezentaciji, ampak da si narediš plan, kaj boš, kako boš,
In to ni nič zabetonirano, jutri se stvari lahko spremenijo in ni nič narobe, če kaj prečrtaš in se drugače odločiš. Kaj je pomembno? Nihče od nas se ne vozi v prazno. Kdo od vas se usede v avto in se kar vozi? Nihče ne. Avion še noben ne vzleti, pa da bi kar malo letel po zraku. Vsi imajo cilj. Se usedemo v avto in gremo od doma v trgovino. Iz trgovine gremo do šole, poberemo otroka, potem vsi imamo nek plan in enako velja v poslu in tudi v življenju samem. Lahko govorim tudi osebni poslovni načrt lahko naredite. Ampak je pomembno, da vemo, kje štartamo in kam si želimo priti. In se mi zdi to res zelo pomembno, da se ne vozimo in ne preživimo in potem pri 50-ih rečeš, mater so šla tale leta nekam, pa smo pa mi že v letih, da je življenje šlo mimo vas. Tako da res te točke si mečkam postavite, da vemo, kam plujemo, da vemo, kam smo namenjeni. In ja, načrt se spreminja, nič narobe, ampak je lažje po enem toku slediti, kot pa zgubljen tavati kjerkoli. Ja, pač sem se znašel tukaj. Ja, ni nujno, da je tako, da si se. Potem bi se dotaknila financ. Ja. Tako kot sem rekla že na začetku, jaz sem bila res vedno prepričana, da mora nekdo močen stati za tabo, da moraš imeti veliko denarja, da bi to začel, ampak ni nujno tako. Zdaj vam bom povedala, kako sem se znašla jaz, mogoče komu odprem. Se pravi, jaz sem zanosila in potem nisem hotela na zavod, nisem tako in v službi so me malo preganjali in sem tako pogumno šla in sem rekla, zdaj pa tako, jaz sem 14 let delala za vas, bila sem najdelavka, bila sem vse, zdaj pa dajte mi teh 9 mesecev, da sem na bolniški, da se poberem. In so mi dali teh 9 mesecev, sem bila dejansko na bolniški, ampak kako čem pa zdaj ustvariti pa delati 500 podjetnic, če ne morem ne računov izstavljati nič. In kaj sem naredila? Sej grozen, ko zdaj, da vam povem, da je vse mogoče, zato vam hočem odpreti mindset, da vidite, da vedno se najde pot, ko si nekaj želite. In moj mož je pač avtomehanik in on ima podjetje Zomata Avto. In jaz sem v bistvu se prijavila, kot da mu pomagam pri delu, odprla sem v iPesu svojo blagovno znamko Zori Events in smo v bistvu prek podjetja, ki dela avtoservis, odprli, da smo imeli dogodke. Ampak ja, in prvo leto smo imeli 250 udeleženk in nobeni ni bilo jasno, zakaj dobi račun iz Zomate Avto, ker je bila na dogodku 500 podjetnic, ampak pač mi smo zadevo speljali. Point je v tem, da se v vsaki krizi, ki jo imate, znajdete in iz tega naredite najboljš, da se ne ustaviš, rečeš, jaz zdaj ne morem. Ja, vedno se najde kakšna pot, kakšna luknja, kjer lahko. In potem, da bo še bolj zanimivo, se pravi, jaz sem bila redno zaposlena, tle smo delali in marca 26. mislim, smo se znajdli na prvi strani Financ. Upali so si, jaz s trebuščkom in zraven mene predsednik Pavor, res to tako, ko zdaj pogledam za nazaj, si mislim, ja, res si bila drzna. Danes ne vem, če bi upala si biti tako drzna, ampak ja. No, potem pa imamo časovnico. Če bi jaz vam povedala. Po tistem, ko smo prodali 500 podjetnic, sem jaz kupila blagovno znamko Business Cafe Slovenija, se pravi, to je en mednarodni dogodek, ki se odvija v Skopju, Sarajevu, Beogradu, Zagrebu. In jaz sem prevzela in kupila licenco za Ljubljano, kjer sem delovala spet na novo vzpostavljanje novega dogodka, blagovne znamke. In vse to je lepo štimalo in potem sem si po dolgem času zaželela, veste, nekaj, en tak šmora, nekaj, ki malo bolj diši, tako, nekaj malo bolj sočnega. In sem najdla Dinner Blanc, to je en svetovna taka licenca, kjer se organizirajo kosila oziroma večerje v belem, zbere se ogromno število ljudi in kaj? Jaz rečem, okej, tega v Ljubljani, v Sloveniji ni, to bo Zori uredila. Se pozanimam, kupam licenco, grem v Piran, se dogovorim za podporo pri županu, gremo na letališče Portorož, rezerviramo stezo, ker mi bomo imeli večerjo na letališki stezi, to sem naredila poslovni načrt, velika bolj, da delam kot ta. In kaj, potem se zgodi življenje. Oziroma tako,
v tistem trenutku, ko sem mislila, da sem na vrhuncu, da vse štima, da bom to zdajle samo še eksplodiralo vse, se je zgodilo življenje. Ja, moja 18-letna hči je imela prometno nesrečo, tako zelo, zelo hudo, bila je v komi, v bistvu zlomljen celoten telo in poškodbo glave. In so mi rekli najprej, da bo umrla, da ne bo preživela, da bo v vegetativnem stanju in tako se to vse nadaljevalo. In sem se odločila, da preneham delati. In sem pustila vse, se pravi vse. Pa sem imela poslovni načrt. Hočem vam povedati, da se včasih zgodi tudi življenje. In takrat ne smete obupati. Okay? In jaz sem takrat to vse pustila. Sem bila pa prva mama v Sloveniji, ki je bila s polnoletnim otrokom hospitalizirana, ker ko imate enkrat polnoletnega otroka, vam ne pripada nobena nega in nič. Tako da je 1 leto in pol velike borbe za nami. Danes je naša hči naredila maturo, se vpisala na evropsko pravo po 1 letu in pol. Tako da jaz sem tudi danes prišla malo s tresočim glasom na tale oder. Kaj vam hočem povedati? Da ne glede na to, kaj si zastavite, kaj naredite, pridejo vmes vzponi in tudi hudi padci. Pomembno je, da si vedno motiviran, kar ni lahko. Ni lahko biti motiviran, ker to je tako kot tuširanje. A veste, vi se tuširate in potem otečete in ste spet prešvicani, enako je z motivacijo. Ona pride in potem tudi zgine in jo vedno znova potrebuješ. In je pomembno, da se v težkih trenutkih znate zmotivirati, se dvigati in postaviti. In ja, jaz 1 leto in pol pač nisem delala, jaz sem se popolnoma posvetila rehabilitaciji hčere. Ampak ja, to je bil moj življenjski posel in zelo uspešno speljan. Hočem povedati, da potem sem se začela počasi nazaj vračati in ko sem hotela delati oziroma nadaljevati, je kako, če je korona. Vidimo vsi, da še vedno sedimo z maskami. Pač trenutno okolje ni prijazno dogodkom in ker sem sama poskrbela vedno za vse dogodke, za vso, se pravi, totalni digitalni marketing, vse, kar je potrebno, sem to začela delati za druge. Zdaj drugim izdelujem poslovne načrte in skrbim za njih, tako da trenutno delam tudi za blagovno znamko Prešeren, To Be Natural in še vedno organiziram dogodke. Tako da ta časovnica, dajte si jo postaviti, da veste približno kdaj, kako, zakaj. In ne glede na to, kaj se v trenutku, v hipu lahko zgodi, da se to spremeni. Vejte, da se boste slej ko prej vrnili in postavili na lastne noge. Da karkoli vas zadane, da vse se da premagati. Morate pač biti pozitivni, včasih se prcent fajn uriti, tudi ko je težko biti navdih in znati biti močen v nemoči. In to je tudi podjetništvo. A veste, hiter prideš do rezultatov, ki niso spodbudni, ki niso dobri. Na poslovnem načrtu piše nekaj, tle se dogaja nekaj. In rečeš pa, dobro, pa kje sem zdaj? Vedno potem najdeš tisto pot, iščeš in, tako kot je Petra rekla, no limits. Tako da, če ima še kdo kakšno vprašanje, če ne, jaz sem zaključila.